Če recimo poješ en jabolk, ki je ekološki, pa en jabolk, ki je šprican, ne vem kolikokrat, itak takoj opaziš razliko. Ekološki jabolk, mali jabolk, ampak je ful poln hranil in je dober, ne. Ta velik jabolk, ki je pa izgleda sicer lepo, je pa prazen, pa tudi neokusen. Pa nima hranil, ne. Saj to itak vemo. Jaz sem Mateja Derani, stara sem malo čez 50. Živim v Ljubljani, drugače pa prihajam iz Bele krajine. Trenutno se ukvarjam z nutricionizmom, to pomeni, da svetujem ljudem, ki bi radi želeli bolj zdravo živeti, se boljše počutiti, se lažje hendlati s stresom ali pa imajo kakšne zdravstvene težave. Veganka sem pa že 25 let. Jaz sem bila v bistvu najprej vegetarijanka, pol sem pa ratala vegan, čisto zaradi zdravstvenih težav. To je bilo enih 25 let nazaj, ko sem bila na enem seminarju, ki je predavatelj razlagal stvari glede zdravja pa boljšega počutja pa tako, in sem se v bistvu takrat odločila, sem prišla domov in sem vzela stvari iz hladilnika ven in sem od tistega dne pač ratala vegan. Veliko je govoril o škodljivosti predelane, procesirane hrane, o škodljivosti cukra, o tem, kako ima meso lahko določene posledice, mlek, vse te stvari. Jaz sem bila pa sem imela težave z zdravjem, jaz sem bila ful na nuli z energijo. Pa to je bilo v mojih 20 letih in dejansko sem se odločila, da probam še to varianto, ker sem bila skozi pri dohtarjih, ki mi itak niso znali pomagati, sem antibiotike so mi pisali, pa sem imela, ne vem, že napotnico imela sem težave s koleni, sploh nisem mogla več niti, jaz sem igrala drugače orgle in sploh nisem mogla več na pedala pritiskati z nogami, ne, tako da so me toliko bolela kolena in sem se odločila, nič, moram pa probati nekaj drugega, pa da vidim, kaj bo. In je bilo. Moj prehod je bil zelo hiter, zato ker sem bila precej brez energije, pa vsake pol leta sem bila na antibiotikih, imela sem bronhitis, imela sem težave s koleni. In jaz, ko se nekaj odločim, jaz naredim. Pač jaz sem naredila res, jaz sem prišla domov, sem rekla, zdaj pa tega več ne bom jedla in sem vse dala v eno košaro iz hladilnika in sem odnesla pač sosedom, ko so še vse jedli in to je bilo to, ne. In prve pol leta moram reči, da sem imela tako krizo, da nisem vedela, ali se slabše počutim, dejansko sem se slabše počutila, ne. Po pol leta je bil tako v enem tednu in se en tak klik zgodil, ne, in sem imela kar naenkrat, wow, ful energije, tako, res, mislim, bomba. Predvsem izboljšave zdravja, jaz sem dejansko, se mi je ful energija dvigala, več sem lahko delala. Kot študent sem jaz pač bila precej aktivna, vsak dan sem se ukvarjala s športom, se pravi, vsak dan sem naredila 5 kilometrov, 10 sem laufala, potem sem delala srednjo glasbeno, pa na faks sem hodila in enostavno nisem imela več energije za vse to, ne. In ko sem spremenila prehrano, ne, je bilo to, wow, čist druge dimenzije. Jaz sem si poleg vseh teh aktivnosti našla še en job, tako da je bila stvar čist druga. Ja, absolutno. Jaz
Jaz recimo imam doma 2 muca, ki jih ful razvajam, ne. Pa tudi za njih ful skrbim, ampak vedno mi je tako, ko gledam na YouTubu kakšne, saj jih niti ne morem gledati, te posnetke, kako delajo recimo z živalmi, ki jih gojijo za hrano, ne. Mi je tako prav nekako, se mi zdi, da nobeno človeško bitje ne bi smelo trpeti tega. Nobeno živo bitje. Ja, nobeno živo bitje, ja. Se mi zdi, da nobeno živo bitje ne bi smelo trpeti tega. Po moje se od moje familije ni noben kaj dosti sekiral. Mama je pa sama rekla, da zdaj jaz ne morem več kuhati, ker ne znam, ne. Čeprav se je pol omehčala, pa zdaj že kar v redu kuha. Ampak dejansko itak so vsi vedeli, da sem jaz totalno trmoglava in da če si jaz nekaj zabijem v glavo, da to bo, in ni noben se niti upal nič reči. Mislim, probali so me nekaj prepričati, pa tako. In pokojna stara mama je mi še vedno dala piškote na mizo, vedno, ko sem prišla, pa sem rekla, ne hvala, ne bom, tega jaz ne jem. Pa se nismo nič kaj dosti sekirali. Zelo odvisno od tipa človeka, ne. Ampak je kar nekaj stvari, na katere moraš biti pozoren. Recimo na čas obrokov, na koliko poješ za kosilo, za večerjo, kdaj ješ večerjo, ne jesti prepozno zvečer. Jaz vsake toliko časa naredim kakšen post, ne, pa zdaj to glih ne priporočam vsakemu, če tega ni vajen, čeprav to danes vse več ljudi dela. Ampak načeloma tudi kakšno kur očiščenja, ali je to, ne vem, da so tisti, ki jejo meso, recimo sam nekaj časa na zelenjavi, pa na sadju, to je zelo dobro dene. Drugače pa nobene procesirane hrane, tako kot sem že prej rekla, se pomeni nobene bele moke, nobenega belega cukra. Čim manj sladkih stvari, čim več naravnih sladil, se pravi rozine, datlji, take stvari, ne, pa tudi rjav sladkor ne priporočam. Čim manj kofeta, pravega čaja, se pravi črnega čaja, nobenih cigaret, to je to. Sicer pa včasih veganstvo je bilo hecno, ne. Nisi sploh dobil stvari. Jaz nisem jedla, jaz mislim, da ene pol leta čokolade, zato ker se je takrat še ni dobilo, ne. In jaz načeloma nisem marala čokolade, ne, ampak ko mi je kolega prinesel čokolado iz Italije, iz Avstrije, ki je bila pač brez mleka pa tako, ne, jaz sem pojedla pol čokolade, pa nisem bila čokoladni tip, ne. Včasih se ni nič dobilo, ne. Danes pa greš v Cecuno, pa vse dobiš. Tudi včasih ni bilo ekološke hrane, je res, da je bila manj špricana, ampak še vedno, ne, mislim, pesticidi so se uporabljali. Manj je bilo za dobiti. Bolj smo se mogli znajti, no. Mislim, zdaj pa imaš tudi restauracije pa vse. Pa včasih, če si prišel v restauracijo, pa si rekel, da bi nekaj brez mesa pa brez mleka, so te gledali tako čudno. Pa so rekli, a pohan sir boš jedel? Ne jem mleka, ne bi jaz tega jedel. Kako ne? A nisi ti vege? Ja, ampak jaz ne jem sira. Ja, pa ne vem, kaj ti naj dam. Jaz nimam nič za tebe, tako je bilo včasih, ne. Zdaj pa priješ v restauracijo, pač tudi če poveš, da si vegan, ni problem, dobiš, ne. Hecno, jaz poznam veliko veganov, ki ful nezdravo jejo. To pomeni, da pojejo ogromno bele moke, ogromno belega sladkorja, veliko testenin pa tega, ne. Premalo zelenjave, premalo vlaknin, premalo sadja, stročnic, žitaric. Načeloma sem jaz tudi podobne napake delala na začetku, ne.
se čisto nikogar ne obsojam, sam fajn je, da če si vegan, da ješ res zdravo, ker dejansko, če si vegan, rabiš ful raznoliko hrano, ne? In moraš vedeti, kaj pa kako se hrani. Jaz mislim, da je pomembno, da se zdravo hranimo, da pazimo na svoje telo in tudi, da nekako, bom rekla, živali ne ravnamo z živalmi tako grdo, no, kot recimo predelovalna industrija. To je to. Ja, kaj pa, če se ne bo skladalo z vašim unim? Bo videla? Bo pa grezal. Saj sem vedela, da te to rekam, malo sklepam. Ne, saj,